Lexus test. To je prvi test potem, ko je zadnjič odlomil ohišje oljnega filtra. Tako da recimo, da bo današnji test malo bolj uspešen, ko se grejemo avto. Po prvem občutku imamo malo premalo trdote na amortizerji zadaj, ker avto začne tako odbijati. Prvi občutek je super. Če še snema, fuk. Do nadaljnega se tako štelajo sprednji zici, da jih pač priklopiš, ko je treba. To zdaj boljše. Ne vem tako daleč. Pune ima se dvajta. Torej tem, ker zdaj sem spustil kar konkretno zadnje gume, ne? Pa vseeno so 255-40, ne? Tako da ni tako mala guma. In kaki so vtisi? Spokojni, da. Ja, hvala, ne? Samo free ekipa. Te bom prosil za kakega. Hvala, prošla. Stavil sem se primarno v bistvu zaradi tega. Ja. Sem mogel to skiniti, ne? In to je neka plastika, ko prije po tej notranjem robu. Je valjda čohalo, ne? To je zato, ker je prilep fitment. Ja. Kontakti treba dati. Samo klikneš gumb. Na levi strani je pač. Pa da se kazalci pokažejo. Mislim, če rdeča lučka sveti, še enkrat pol. Kaj piše, da je key not detected, mogoče? Ja. Nič, še en session, ne? Pazi voiceover, to je sicer prvi pravi test tega avta, ampak kljub temu je avto, kar se tiče vzmetenja, že kompletno predelan. Spredaj električni servovolanski letvi pomaga adapter, da vzmetenje doseže večji kot. In to mi omogoča, da nosim več kota in hitrosti skozi ovinke, loviti avto pa je zato tudi lažje. Zadaj so vse puše zamenjene za trše variante, pa tudi most in diferencial sta zmontirana na aluminijastih pušah. Kljub temu, da ima avto prilagojeno vzmetenje za to, kar z njim delamo, pa se moram navaditi na handling. Saj multilink vzmetenje zadaj ne nudi toliko oprijema, kot ga nudijo recimo E36 pa E46 avti, ko spustiš gas. Ko pa dodaš gas, pa avto raje zdrsne bočno, ko pa da bi imel več forward bite. Pri multilink vzmetenju se to doseže za nekoliko toe-ina
ali pa z predelavo vzmetenja tako, da ima nekaj bump stira, da ko avto obremeni zadnjo vzmetenje, ob kompresiji vzmetenja geometrija dobi nekaj tow-ina. To bo po mojem treba narediti, sploh pa ko bo avto vozil 4 potnike, zato da bo on power side bite malo boljši, kot je trenutno. Tak je včasih full pikne, včasih pa mi floata, kot ne bi rad, da bi floata. To se moram pač navaditi, pa še kaj naštelati na avto. 5x114,3 z ekscentričnimi maticami, ki pa tudi včasih izgubljajo konuse. Treba paziti, da jih ne izgubiš. Brez tega konusa matica nič ne drži. To je zdaj tudi trenutek resnic, ko sem prvič delal s tem tipom multilinka na Toyota. To zgleda, da je optika kar ok, mogoče celo malo preveč camberja. Mislim, premalo camberja, preveč pozitivno. Doveč pa, okej. Tu smo za neki video material. Rajš centrični vroček pa te ekscentrične matice, da lahko Mercedes filno zmontiraš. Definitivno rabimo jacking point zadaj, ker ko bo treba zvoziti 50 plus polka kak dan, bo muka, kaj dvigovati avto. V originalu je pač ta kak centi daljša in je v bistvu vso to meso nad mostom, tako da je toliko dvignjen. Pa diferencial je tudi dvigen, da je aksa približno v dobrem fotu. Čeprav ni lih najboljši. Skar zaletel. Ne, skoro sem se zaletel, zato tukaj sem tam preteral. Ja, še eno čez most. Kako se tam zdi? Pa vrjo je, pa greja se nič ne, malo treba še handling naštudirati. Predvsem kontrolo teže moram naštudirati. Ker vidiš, da avto gre. Ja. Drugač mislim, da je vrjo. Ja, večja teža, imaš večji swing, ne? Drugač ni toliko velika teža, ampak je motion ratio na vzmetenju tak, da je amortizer pa fedra zmontirana face not, glede na kolo. Ima kolo velik leverage napram. Ja, sam hočem reči, da če imaš ti avto, ne? Ko je toliko kratek, ali pa toliko kratek, pa imaš težo, imaš pri swingu, ko narediš swing, ne, je več teže in se za tega tudi počasneje premika po lahki avti. Čeprav mislim, da tu ni toliko polarne mase, se pa pozna, zato ker motor je precej nazaj v šasiji, ne? Ja. Pa za zadnjim vzmetenjem ni nič težkega, ker je tam Vem, sam, če primerjaš 30 ali pa 36, se mi zdi, da je to kar razlika. Ja, ne? Ja, v movementu. Tudi zato, ker tu je 15 centi daljša med 8. Ja. Se pozna, kaj ta dolžina in nimam občutka še, koliko je rit dolga. Ja, pa še en problem je, ta hauba je tak velika, da ne vem, kje je gobec. In ne vem, kje je pač gobec. To je malo zvuči. Je tu pokazati, kak je že takoj guma po boku, ne. Zato, ker je 20 let staro gumo odprla. Ampak to je pa grit tlej. Ali pa Defender nima dobrega, to samo pasne, hej.
Kaj je? Moram posneti Ona akcijo. mi prisluškuje. Za vse, ki niste prepoznali tega obraza, to je Jergo, en od 2 fotografov, s katerimi bom letos sodeloval. Njegovo delo govori zase, kontaktne podatke pa najdete v opisu videa za vse tisti, ki so vam te fotke všeč in mogoče iščete fotografa za kak projekt v bližnji prihodnosti. Hvala Jergo, da si vzel čas in napravil eno hudo fotogalerijo tega shakedowna. Erika snemam. Ta pravi filtr. Žugi ne gledat. Po moje bo točno to. Olja je? Not je zihar, samo če ga dovoli. Sem da niso fagli. Stari, ne znam, ker pa. Ja. Še na njih pintiš. Bo? Radijo, če ne morem videti po tej srebrni šipki nikoli. In pol nisem nikoli zihar, da je na maks. Miš, Opel Corsa imel, tam je važno, daj go. Na dolu vrneš zmeri. Nekje na malo več kot pol je. Jaz vidim. Ne, od tukaj dalje. Od tukaj. Tukaj. To pust gor, ker to ni. Lahko še malo dalješ, ja. Shakedown Lexusa, ki bo eventualno postal tudi drift taksi, je bil končno uspešen. Cel dan z avtom ni bilo nobene konkretne težave in to je dobra popotnica za naslednji test, ki bo potekal na malo hitrejši progi. Do takrat pa imam cel seznam izboljšav, ki jih hočem narediti na avtu, da bo ta avto postal še lažji za voziti, imel nekoliko več oprijema, pa izgledal atraktivno, ko se giba po stezi. Hvala Klaudiji in Davidu za dodatne klipe in Nejcu, ki je omogočil ta test v Ljubečni. To je bilo vse z moje strani za danes, z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.